Gledalke in gledalci, pozdravljeni v županovem kabinetu. Smo na obisku v Zagorju, več o dogajanju v občini nam bo povedal Matjaž Švagan. Gospod župan, hvala za gostoljubje. Hvala za vaš obisk in hvala in sem vesel, da ste v mojem kabinetu Zagorske doline. Dogajanje v občini bova začela pri prometni infrastrukturi, pri vpadnici Ruardi. Dela so se zaradi spremembe projekta malce podaljšala od prvotno predvidenega roka, seveda malce tudi podražila. Kar sami povejte, kaj je razlog za podaljšanje teh del in ali bo morala občina vložiti kakšna dodatna sredstva? Res je, na tem predelu že več desetletij rešujemo ta problem tega plazu v Ruardi, mostu v Beli. Imeli smo vrsto težav v vseh teh mandatih, kajti že pred 15 leti je bila ta cesta v državnem proračunu. Žal ni prišlo do pozitivne komunikacije, malo manj v okviru ministrstva za promet, kot je bilo takrat imenovano, še več po okviru same krajevne skupnosti Franc Farčnik. Na koncu smo stvari uskladili, tako da gre za malo starejši projekt v času izgradnje in glede na prometno infrastrukturo smo se pa odločili, da v križišču Kotredež, potem Europark, Trbovlje, Zagorje vzpostavimo rondo, ki bo umiril promet in pa dal boljšo varnost na tem predelu Zagorske doline. To pomeni, da se bo investicija podražila za okrog 170 tisoč evrov. Večji delež je to države, kajti privarčujemo del pri samem križišču, ki je moral biti zgrajen na podlagi projekta, in pa del gre tudi iz občinskega proračuna. Seveda vsak župan bi si želel, da je to čim prej narejeno, seveda pa gledam tudi dolgoročno in ni pomembno, da je to zgrajeno ravno do 18. novembra, ampak da gledam tudi malo naprej. Kakšen je ta datum sedaj? Končni datum, kdaj naj bi bila dela končana? Dela naj bi bila končana v začetku decembra, oziroma vse zavisi od vremenskih pogojev, tako da lahko rečem, da že danes so občanke in občani zelo ponosni. Ko večkrat obiščem to gradbišče, rečejo hvala vsem vam, ki strmite k boljšemu razvoju tudi naše krajevne skupnosti. Na omenjenem področju, torej nekako pri Ruardiju, se je zgodila ena administrativna sprememba, če temu tako rečemo, sprememba meje med Potoško vasjo in Zagorjem. Kaj je bil razlog te spremembe? Ja, na tem predelu, kjer smo tudi v okviru dogovora za razvoj regij, to je finančne perspektive pridobivanja evropskih sredstev do 2022, prijavili tudi vzletišče Ruardi, obrtno cono Selo, in ravno na tem predelu je nastal manjši objekt. Seveda s tem, ko rečemo manjši zgolj po velikosti, je pa velik po vsebini, kajti znano je, da je Zagorje na svetovnem zemljevidu kot Pipistrelova šola za izobraževanje pilotov v okviru podjetja Aeronaut, katerega vodi Sašo Knez, in je tudi predstavil, kaj se v teh petih letih naredilo od ideje do danes. In ta nov objekt seveda potrebuje tudi svojo številko, bilo je veliko predlogov, vendar na koncu moraš pridobiti tudi od potrebnih inštitucij soglasje, kako lahko posamezno ulico poimenuješ, in tako imamo sedaj novo ulico, kajti o tej zgodbi se bo pisalo še na veliko v naslednjih mesecih in pa letih glede samega letišča in letališča Ruardi. Ostaniva še malce pri prometni infrastrukturi, takšni ali drugačni. Pred dnevi ste z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali sporazum o investiciji na Mlinšah. Povejte nam malce več o tem, kaj se bo gradilo, koliko bo stalo in kdaj okvirno lahko pričakujemo, da bodo dela končana. Ja, končno lahko rečemo, da tudi po
vrsto letih usklajevanja, od investicije, ki je znašala okrog 400 tisoč evrov za prehod na Mlinše, no smo sedaj prišli na okrog 200 tisoč evrov, kjer smo objekt minimizirali v investicijskem delu, še vedno naredili varnega, kar pomeni, da pride varna pot za učenke in učence in vse generacije na Mlinšah z semaforjem, ki je poznan tudi na Izlakah, ki deluje na tipko in s tem omogočimo tudi vsem generacijam, kot sem rekel, vodoma na Mlinši, eno varno pot. Res smo z bivšim ministrom podpisala ta sporazum po oblastilu in že v teh dneh naj bi izšel razpis za izbor izvajalca in računamo, da v letošnjem letu, ampak vedno pravim, glede na vremenske pogoje, pomembno pa je, da je ta sporazum podpisan, kar pomeni delež države in pa delež občine in na koncu je rezultat znan. Sniva še malce na tem področju, kolesarska steza od Zagorja do Izlak. Kje je ta projekt trenutno? Ja, mi smo v fazi idejnih projektov, gre za velik poseg, kajti gre za popolnoma novo traso, ne gre za traso po regionalni cesti od Zagorja do Orehovice, tako da mi računamo, da bi ta projekt izpeljali do leta 2021. Seveda v vsaki zgodbi je najtežje potem pridobivati zemljišče, ampak tukaj računam, da bomo ta projekt vzeli kot zagorski projekt, da ga izvedemo. Sami pa veste, da smo dobili tudi soglasje od gospoda Primoža Rogliča, da tudi imenujemo lahko Primožova kolesarska pot, steza. Seveda mi želimo in že tudi sama ta povezava, veste, da na Trojanah se naredil rondo, ki meji za občino Zagorje, da smo več kilometrov cest asfaltirali, modernizirali po zaslugi Vlade Republike Slovenije in tudi z našimi prizadevanji vseh poslancev in pa tudi lokalne skupnosti. In te posegi so bili veliki, veliko nervoza v prometu. Ravno sedaj tudi izvajamo še večjo investicijo, ki znaša okrog 2 milijona evrov, je obnova kolodvorske ceste z infrastrukturo, kjer se tudi končno po vseh zahtevah krajank in krajanov, ki živijo na tem področju. Vemo, da je bil moten njihov bivalni prostor, predvsem iz naslova hrupa, težkih tovornjakov, tako da bo to tudi do konca leta ta projekt zaključen. Do mostu Savskega odseka proti Litiji oziroma Trboveljam. Pomembno pa je tudi, da bomo v naslednjih tednih predstavili, ko smo bili na tem predelu Zagorja, popolno obnovo železniške postaje z nadhodom, z kompletno ureditvijo tega predela, ki je prava sramota. Mi smo že pred leti naredili parkirišče na tem predelu, ampak zdaj je dogovor z ministrstvom kot Slovenskimi železnicami, da že drugo leto pridobimo izvajalca in da ta projekt izvedemo. No, cestna oziroma prometna infrastruktura torej doživlja korenite spremembe v občini, dogaja pa se tudi na drugem področju, gasilski poligon, bo tudi pridobitev za občino. Kaj nam lahko poveste o tem? Ja, vse tri gasilske zveze so imele nalogo, da določijo, kje naj bi bil regionalni center za usposabljanje gasilk in gasilcev kot ostalih občank in občanov. Gre za večnamenski prostor na površini 4000 kvadratnih metrov. Investicija ne bi znašala okrog 600 do 700 tisoč evrov. Polovico namenja Gasilska zveza Slovenije, polovica lokalna skupnost. Tako da tudi želimo, da bi tam v letu 20 prej ali mogoče kakšen mesec pozneje v narekovajih prišli do tega poligona, kajti Gasilska zveza postavlja v vseh regijah te poligone
ki so, kot pravim, večnamenski, večgeneracijski in soglasno so potrdili lokacijo v občini Zagorje ob Savi. Na osnovni šoli Toneta Okrogarja v krajevni skupnosti Rudnik Toplice si že dlje časa želijo novo telovadnico. Vem, da so aktivnosti na tem področju že stekle. V kateri fazi je trenutno projekt? Ja, kocka je padla, obljubo, ki sem je dal najmlajšim, to je pomembno, da takrat, ko spregovoriš najmlajšim, da imajo vzor o politiko, če nekaj obljubi, da tudi naredi. Starejši, seveda smo bolj kritični, večkrat bolj negativno kot pozitivno v določenih stvareh, ampak gre za strpnost staršev, vodstva šole Toneta Okrogarja, da smo prišli do dneva, ko bomo izvedli razpis. Gre za investicijo okrog 5 milijonov evrov. Gremo v projekt, s katerim štartamo, da gremo 100% sredstvi občinskega proračuna. Seveda računamo, da se bo odnos vlade spremenil do investicij v predšolsko oziroma osnovnošolsko vzgojo. Če smo govorili v letošnjem letu, da je bilo okrog 800 tisoč evrov za vse šole v Sloveniji, računamo, da bo z rebalansom državnega proračuna več sredstev zagotovljenih, da tam skušamo pridobiti v okviru, kot sem rekel, ekosklada, ampak na koncu je to zelo težka poteza v tem času, glede na nizko povprečnino. Ravno v teh dneh mi je nekdo rekel, si pa zelo pogumen, da greš v to investicijo v teh časih, ko je odnos vlade do občin tako negativen, ampak gledajte, kjer je težko včasih v Zagorju, smo zato tudi uspešni in zato delamo težke stvari, ker vemo, da jih bomo dobro izpeljali. O povprečninah in odnosu države do občin bi se dalo narediti popolnoma ločeno oddajo. Na tem področju bi lahko veliko povedali, pa bova to zaenkrat malce pustila ob strani. Greva na gospodarsko področje. ETI iz Lake bo prenovil nekatere programe, v ta namen bodo tudi kar izdatno investirali v objekt. Kaj ta investicija prinaša zagorski občini? To je zelo velik dogodek za družbo ETI kot za Zagorsko dolino, celotno Zasavje, ker pomeni, da kupec, ki je kupil ETI, ima to lokacijo zaznamovano kot strateško, da je šlo za nakup, ki ni bil zelo nameren v smislu nadaljne prodaje, ampak v smislu nadaljnega razvoja. Okrog 4000 kvadratnih metrov ne bi izvedli to investicijo v naši občini, ker, kot sem rekel, sigurno to ohranja več 100 delovnih mest, da se ni kakšna proizvodnja selila v kakšno drugo državo, kot je znano v Sloveniji, da marsikdo išče takšne ali drugačne boljše pogoje v narekovajih in to je najpomembnejše. In če danes brezposelnost v Sloveniji povprečno 7,9 je pri nas 7,4 oziroma smo v fazi, ko že ETI, kot vsi ostali, težko najdejo delovno silo, ampak to je spet lahko razprava za kakšno posebno oddajo. Z novim vodstvom ETI-ja, novim, sedanjim vodstvom imate dober odnos, v primerjavi s prejšnjim dobro sodelujete, tudi imajo posluh za potrebe prebivalcev Zagorja? Odkar sem župan, jaz z vsemi podjetji odlično sodelujem, to je naša prednost v Zagorju, vsakdo ve, kaj počne, oni da ustvarjajo delovna mesta, da imajo ljudje čim boljše plače, seveda vsak si želi, da bi bile te plače še više, občina pa da ustvarja pogoje in to mi daje tudi moč in energijo, da lahko rečem, da lepo je biti v Zagorju župan, da so nas skupni cilji samo kako občino potegniti navzgor. O vaši motivaciji za županovanje bova še malce spregovorila ob koncu današnje oddaje. Že vrsto let pa v Zagorju uspešno delujeta podjetji JENGR in Bartek Varnost. Obe firmi sta bili deležni priznanj in pohval za dolgoletno delovanje v naših krajih, tudi vi ste se udeležili dogodkov varnosti, podelili tudi občinsko oziroma županovo priznanje. Malce povedite, kako pomembni sta ti dve podjetji, pa ne samo ti dve, kako pomembni sta firmi, kot sta ti dve za
Zagorje, sploh če vemo, v kakšni gospodarski situaciji se nahaja Zasavje po nekakšnem zatonu energetike in nekaterih drugih industrijskih obratov. Torej, JEGR in Bartek Varnost, kaj predstavljate za zagorsko občino? Zelo pomembni podjetji. Seveda spada med tiste župane, ki pravim, da vsako delovno mesto šteje. Če govorimo po teh dveh podjetjih, pa govorimo o številu zaposlenih preko 200 zaposlenih. So podjetji, ki dobesedno delata za sloganom roke, ki znajo delati, in pa glave, ki znajo razmišljati. Varnost je imela 60-letnico, sam sem se srečal tudi generalnim direktorjem Barteka, ki je povedal zelo veselo novico, tako meni kot ostalim, da bodo že v kratkem investirali v Bartek Varnost 2 do 3 milijona evrov, kar zopet kaže, da je nakup, ki je bil pred 20 leti prvi v Sloveniji, da je en tuj kapital prišel v Zasavje, ki smo ga pozitivno sprejeli. To je bila in je pozitivna zgodba, da se tudi vlaga v prihodnje, in tudi podjetje JEGR, družinsko, zelo uspešno, ko sta začela gospod Slavko Ješevar in gospod Grošelj eno zgodbo pred 25 leti, in tudi v teh 25 letih smo skupaj sodelovali, mi ustvarjali pogoj, oni delovna mesta, in tudi moj poklon Simoni Klukaj kot direktorici, kot moj poklon gospodu Grošlju in Slavko Ješevarju in družini Ješevarju. In to so zgodbe, ki jih cenim in spoštujem, in zato je prav, da tudi za simboličnim priznanjem, ki gre v prave roke, v pravem trenutku na pravem mestu, povemo, da cenimo in spoštujemo njihovo delo. Sta pa najbrž obe podjetji pozdravili investicijo v vpadnico Ruardi, obe sta nekako v tistem delu mesta, boste imeli precej lažjo povezavo do drugih krajev. Tu pa naj bi torej na tem področju v industrijsko-obrtni coni torej stal tudi objekt Moravškega termita. Že nekaj mesecev potekajo usklajevanja z občino, med občino in lastniki. Kje smo trenutno? Trenutno smo v fazi, kjer je občina izpolnila vse pogoje, tudi država. Sedaj je žogica na strani investitorja in pa tudi krajank in krajanov krajevne skupnosti Franc Farčnik, ki morajo nositi svojo odgovornost. Jaz jih popolnoma razumem in stojim za njimi, da nihče ne more priti v Zagorje za ekološko oporečno proizvodnjo. Seveda moramo vedeti, da kdorkoli postavi hišo, že onesnažuje okolje. Moram reči, da sem bil na zboru krajanov in ko sem poslušal nekatere razprave nekaterih tako imenovanih predstavnikov civilne iniciative, ki ne živijo v tem okolju, moram reči, da sem zgrožen in sem bil zgrožen, kako lahko nekdo dobesedno natrosi negativno zgodbo o termitu, se nasmeji in dobesedno potem uživa v teh zgodbah, ki se pojavljajo. Tako da dogovor je zadnji, ki je bil v teh urah z direktorjem gospodom Antonom Serjancem, da se te krajani, ki so tam v bližini, ki dvomijo na tak in drugačen način v ta objekt, seveda vsakdo želi mir, da nihče ne pride v njihovo okolje, da ostajajo tako, kot je, ampak moja odgovornost je odpiranje delovnih mest, da ljudje imajo delovna mesta. In kot sem rekel, če bo ta dogovor pozitiven, bodo tudi nekateri posameznici oziroma posamezniki morali nositi svojo odgovornost. Kajti danes vse rušiti, nič pa postavljati, je vprašanje, kje je tukaj potem razvoj celotne družbe. Govorimo po 40-50 delovnih mestih in kot sem rekel, gospod Serjanc je rekel, da se ne želi izgubljati energije o zgodbah, ki ne stojijo, ampak o zgodbah, ki stojijo. Tako da ocenjujem in upam, da bo ta pozitivni pristop
pripeljal to podjetje. No, če bi želeli povsem neoporično okolje, potem pravzaprav ne bi smeli graditi popolnoma nič. Tako da seveda jaz osebno upam čim več takih projektov, da se izpelje v Zagorju. Greva stran od gospodarskega področja, greva malce na športno področje. Omenili ste že Primoža Rogliča, letošnji sezoni nas je razveseljeval skozi celotno leto oziroma skozi celotno kolesarsko sezono. V Zagorju pa se obeta malce reorganizacije na področju športa. Ustanovila naj bi se športna zveza, ki bo pod svoje okrilje vzela športna društva v občini. Kaj ta športna zveza prinaša, kaj to pomeni za vire financiranja, se bo kaj lažje črpalo sredstva oziroma kaj to pomeni za samo organizacijo športnih društev, kakšne spremembe so tu na vidiku. Ja, tudi v tej zgodbi kot župan lahko ustvarjam pogoje, da društva samo se odločijo, kako želijo sodelovati v naši občini. To potezo ocenjujem kot pozitivno, kajti jih še bolj združuje, povezuje v finančnem in tudi v programskem smislu. Seveda bojo pa lahko v okviru športne zveze tudi prenesli kakšen evro več na podlagi državnih razpisov različnih inštitucij, ki spodbujajo organizacije raznih športnih dogodkov, prireditev in tudi vsekakor pozitivni suport županu in pa občinski upravi kot občinskemu svetu. So društva nekatera imajo kaj zadržkov do tega, ali so to dobro sprejela, je kakšna razlika med društvi, kaj je težav pri usklajevanju teh interesov, ker društvo je, mislim, da okrog 40 športnih društv prijavljeno na zadnjem razpisu v občini, bilo to ni majhna številka uskladiti vse te interese, je kaj težav? Ja, v Zagorju imamo poleg teh športnih društv imamo skupaj registriranih 140 društev. Meni je najpomembnejše, da tudi v teh 8 letih največje krize po osamosvojitvi v Sloveniji so vsa društva preživela. Sedaj marsikdo je rekel, pa zakaj to ustanavljamo, saj nam je lepo v naši občini, ampak na koncu so spoznali, da je to pozitivno povezovanje, ker je prednost v Zagorju, da se čim več združujemo, povezujemo, tudi ta športna zveza kot pozitivno. Zagorski športniki oziroma športniki Zagorske občine, omenila so že Primoža Rogliča, gospod je postal svetovna zvezda, lahko rečemo, njegovo ime v svetu kolesarstva. V Sloveniji morda včasih ne vemo, kako razširjen šport je kolesarstvo v primerjavi z nekaterimi drugimi. Občutite takole ponos, ko vidite enega Primoža najbolj tako kot večino ljudi njegove generacije poznate od malih nog oziroma vsaj družino. Kako takole župan doživlja, ko vidi enega svojega soobčana na Tour de France, kako pometa svetovno konkurenco in raznimi frumi in tako naprej. Kako vi to doživljate? Jaz mislim, da večinoma Slovenk in Slovencev, dobro, Zagorjani smo tukaj v prednosti, ker smo v tej zgodbi najboljši na svetu in jaz lahko rečem, to je ponos, tudi lahko priznam kakšne solze sreče, ko gledaš in spremljaš Primoža. Predvsem pa je pomembno, da v Zagorju to cenimo, tudi Pondokvan, Izlake, ne vem, Zagorje, Katana, Tina Baloh rokometaši, skratka. Svetovna mladinska prvakinja, Tina Baloh. In mi to cenimo, spoštujemo in če bi na nacionalnem nivoju toliko spoštovali in toliko vračali kot mi v Zagorju, bi bilo v Sloveniji vse drugače in ker nam manjka tega nacionalnega ponosa, ker vedno iz pozitivne zgodbe potem iščemo bolj negativne, ampak v Zagorju vse drugače in zame je tudi uspeh tistih najmlajših, ki jih ne briga, kdo je Matjaž, kdo je Marjan, kdo je Borut, ampak želijo dobre pogoje in jaz kot župan stremim k temu, da imajo res najboljše pogoje v finančnem in tudi v pozitivni energiji, v kateri občini živijo. Lepo je, da se zavedate, da je šport ena najboljših metod za promocijo nekega okolja, kajti v Sloveniji mislim, da vsi vejo, iz kje je Primož Roglič, se pogosto pove tudi o prenosih in tudi sam moram reči, ker sem odraščal v Zagorju, čutim kar nekaj ponosa, ko ga spremljam.
Gremo še malo na zadnjo občinsko sejo. Svetniki so se seznanili s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja občine za leto 2017. Kakšna pretresljiva ugotovitev? Mi imamo vsako leto revizijo, kar je potrebno po zakonu. Imamo zunanjo revizorko, ki pregleda poslovanje občine. Pozitivno pri nas je, da vsaka ugotovitev, ki ni za ustvarjanje kakšne zgodbe, kot bi nekateri želeli, ampak gre za napake, normalno pri 13-14 milijonih evrih pride do kakšne manjše papirnate napake, tako da ji bo informacija brez razprave 100% sprejeta. In koliko smo rekel pozitivno, da smo vsako leto boljši. Zelo je pa pozitivno, da imamo tudi računsko sodišče za zadnje 3 leta, ker iz te zgodbe bomo odšli še boljši, tudi okrog mnenja, kakršnakoli že bo, pozitivnega še nihče ni dobil, ampak take stvari so nam samo oporo in pa pomoč pri še boljšem delu. Kar sva nazadnje govorila, Slovenija dobila novo vlado, vi ste pa izgubili dolgoletnega sodelavca. Rudi Medved je namreč novi minister za javno upravo. Kako ste kaj sprejeli to imenovanje, ga boste pogrešali pri delu na občini, vendarle sta precej časa delala skupaj, in ali si lahko Zagorje od tega imenovanja tudi obeta kakšno naklonjenost strani z državne ravni? Vsekakor Rudijevo delo sem cenil, ga cenim in ga spoštujem. Zame to pomenilo in še pomeni velik manko. Nenazadnje je bil drugi človek v občini Zagorje ob Savi. Sedaj smo dali vršilca dolžnosti znotraj občinske uprave, še nismo dodatno zaposlovali in je določena vrzel, ampak Matej Drobež dobro opravlja svoje delo. Seveda, kot sem pa rekel, ga pogrešamo in seveda mu pa tudi želimo vso srečo in vse najboljše in sem prepričan, da bo naredil dobro zgodbo v Sloveniji. No, kmalu bodo lokalne volitve. Vi ste zelo izkušen župan, tudi mislim, da z eno najvišjih podpor glede v preteklih mandatih v Sloveniji. Rekli ste, da boste šli po nov mandat. Kakšna je vaša motivacija takole po župan ste že 24-25 let? Takole človek zjutraj ostane, motivacija je najbrž drugačna kot v tistih prvih letih oziroma vas ženejo druge stvari. Kako je takole, da greste po še en mandat? Kje iščete to energijo? Kaj želite še storiti v naslednjih 4 letih, da si rečete, naslednja 4 leta želim izvesti tole? Ja, počutim se izredno mladega, ogromno energije, ogromno idej. V meni še veliko otroka v narekovajih, tako da tudi s podporo družine mi daje vso to energijo, tako da lahko rečem, da kot se sedaj počutim, se že marsikateri mandat nisem počutil v pozitivnem smislu in prepričan sem, da lahko peljem dobro zgodbo, seveda na koncu odločajo o tem volivke in volivci. Nikomu nič dano na pladnju, vsako stvar se moraš boriti, vsak mandat je težje dobiti volitve, kajti na takšni funkciji je vsak dan več kritik in ljudje hočejo čim več, kar je popolnoma razumljivo. Želim pa Zagorje peljati še više, kot je danes, ki je prepoznavno v Sloveniji v pozitivnem smislu, v dobrih zgodbah, in če bodo občanke in občani zaupali še en mandat, jim lahko obljubljam samo še boljši vzpon Zagorske doline. Bi pa sam rekel, da ljudje naj grejo na volitve, kogarkoli bodo že volili, da Zagorje zopet pokaže z največjo volilno udeležbo in da je to demokracija, ki v Zagorju pripelje na občinski svet župana,
kot sem pa rekel, sigurno bo to najtežji mandat za zmagati volitve po toliko mandatih. Najlažji je prvi mandat, drugi, potem so vsi nadaljni vse težji. Za vas osebno kot politika, ker politiki vendarle potrebujete podporo okolice, podporo volivcev, da ne pride v Zagorje oziroma še ne prišlo po toliko letih do neke zasičenosti, pa da bojo ljudje rekli, ja, Matjaž Švagan pa že tako dolgo časa, da ohranjate to neko svežino, podporo, koliko je to vam osebno zadovoljstvo? Ker gledate recimo neke druge župane, ki so bili v 3-4 mandatih uspešni, pa so potem izgubili volitve. Vam se to ni zgodilo kot politik? Koliko osebnega zadovoljstva vam to daje, ko recimo govorite takole s kolegi, ki so bili župani, pa mogoče niso več? Vi ste kar precej trdno na položaju v vseh teh letih. Ja, veliko županov poznam, ki so bili vrsto mandatov in naenkrat so padli. To se lahko tudi meni dogodi, na kar sem tudi pripravljen. Vse je to sigurno stres in šok. Zame je to zadovoljstvo, seveda pa moje vodilo je vedno po izvolitvi, ko je nedelja, prije ponedeljek in volilna kampanja oziroma ljudje pričakujejo, da začneš voditi eno dobro zgodbo. Marsikdo reče, ja, poglej, koliko sedaj asfaltirajo pa delajo, ko so volitve, ne. Vsi so pa že pozabili, da pa prvo leto mandata smo pa zgradili muzej v Kisovcu, ploščad, mestno jedro, kanalizacijo, čistilno napravo, ampak to je bilo pred 4 leti, to je bil prvi let mandata, takrat bi morali biti volitve, ne. To pa sedaj je tudi zgodba pozitivna, ampak kot sem rekel, lahko tudi to vaše vprašanje, da je tudi razmislek o zasičenosti v občini Zagorje ob Savi, ampak kot sem rekel, imam energijo, imam voljo in odločil sem se za to zagorsko zgodbo v uspehu in se pa zavedam, da je vse v rokah tistih, ki so v zaprtem prostoru in ki obkrožijo, in če tistega prepričaš, da obkroži tebe, je zame veliko zadovoljstvo. Gospod župan, hvala lepa za ta prijeten pogovor in želim vam veliko uspeha v vseh nadaljnjih izzivih. Hvala tudi vam in hvala tudi za sodelovanje v tem mandatu, da ste pozitivne zgodbe prenašali v slovensko javnost, tudi z kritikami, in takšno televizijo imeti, lahko rečem, je tudi moj ponos v Zagorski dolini. Hvala lepa za ta zelo lep kompliment. To je bilo vse iz županovega kabineta. Hvala za pozornost in srečno.